Lep dober dan vsem. Zares sem vesela, da smo se zbrali prav danes, ko praznuje naša država, da se spomnimo enega največjih dogodkov v zgodovini slovenskega športa, dogodka, ki nas je zares družil vse. In ne vem, kako se počutite vi, ampak jaz, ko vas vidim se tukaj zbrane, ponovno čutim tisto mravljince in vse tisto zamirjanje, ki smo ga čutili septembra. To je tudi teden, ki je znova pomemben za slovensko košarkarsko reprezentanco, kajti znova so zbrani, da bodo odigrali tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo in poskušali narediti še en izjemen rezultat. Zato bi tudi pozdravila tukaj reprezentante, ki sicer septembra niso nastopali, se bodo pa zdaj z vsemi svojimi močmi borili za Slovenijo in prosim, da jih lepo pozdravite z enim aplavzom. In pa seveda tudi vodstvo Košarkarske zveze, brez katerega tudi ta uspeh ne bi bil možen. In ne nazadnje svoja sodelavca, s katerimi smo ponosni, da smo bili lahko en košček te izjemne zgodbe o uspehu slovenske košarkarske reprezentance, Petra Vilfana in Saša Dončića. No, najprej tudi z moje strani res en lep pozdrav vsem, ki ste danes tukaj prišli počastiti našo reprezentanco, našo košarkarsko reprezentanco, ki je dosegla ta neverjeten uspeh na tem zadnjem evropskem prvenstvu. Moram povedati naslednje. Seveda, ko gre za tak velik uspeh, to ni delo samo igralcev na igrišču, ampak je to delo celotne ekipe in seveda, ko ta celotna ekipa funkcionira kot podmazana, potem seveda lahko postaneš tudi evropski prvak. Zato vam bomo danes tukaj predstavili tako člane strokovnega štaba kot igralce, ki so to medaljo osvojili in seveda jih na ta način tudi dodatno počastili. In še enkrat že vnaprej hvala tudi predsedniku države za to, da se je odločil, da naši reprezentanci podeli to visoko državno odlikovanje. Lep pozdrav vsem. Jaz ne bi kaj preveč govoril, mislim, da ste Sanja in Pero povedala vse. Jaz mislim, da vsi tudi nestrpno čakate nekako, da se ta ceremonija začne. Vsi, ki bojo tukaj prisotni, seveda z nekimi izjemami, ki trenutno niso mogli priti, si res zaslužijo to veliko čast in mislim, da bomo vsi z zadovoljstvom pogledali to ceremonijo do konca. Za začetek nam je seveda žal, da z nami ne more biti eden izmed glavnih tvorcev uspeha Igor Kokoškov, selektor reprezentance. Smo pa zato toliko bolj veseli, da je tukaj nov selektor in pomočnik septembra, ko je Slovenija osvojila to zlato kolajno, Rado Trifunović. Naslednji, ki ga bomo videli tukaj, ki bo prišel v tole dvorano, je eden od pomočnikov trenerja, tudi v novem ciklusu, prav tako je bilo to seveda na Evropskem prvenstvu, bivši kapetan slovenske reprezentance, Jaka Lakovič, košarkar, ki je se vedno odzval pozivov v reprezentanco in je tudi danes z nami. No, naslednji je še eden od pomočnikov lanskoletnega Igorja Kokoškova, selektorja. To je že dolgoletni član tudi slovenske članske reprezentance Aleksandar Sekulić. Pa legendarni kondicijski trener reprezentance Miljan Grbović. Seveda brez vrhunske zdravniške službe ne gre na tako velikih tekmovanjih in z nami je dr. Branko Cvetičanin. No, z nami je tudi gospod Martin Klešnik, to je fizioterapeut, ki je praktično 24 ur na dan z vsemi fanti in skrbi za njihovo zdravje.
Ob tem bi omenila dva člana zdravniške službe, ki danes nista mogla biti tukaj, dr. Marko Macura in pa maser Gregor Zolšek. Je pa tukaj Tomaž Uršič, to je človek, ki je skrbel, da so fantje imeli svojo opremo pravočasno dostavljeno, tehnični vodja reprezentance in da so bili dresi za finalno tekmo nared. Zdaj seveda že vsi zelo dobro vemo, da v nobenem poslu, v nobeni dejavnosti brez dobre PR službe preprosto ne gre. Slovenska reprezentanca je imela tudi to področje dobro urejeno in zato pozivam, da se nam pridruži Jaka Lenart. Naslednji na seznamu je video koordinator, človek, ki je skrbel za vse video analize, video zapise, delov analize in tudi delno nutricionist, moram priznati, Jernej Bobič. Preden pa napovemo igralce, ki so osvojili naslov evropskih prvakov, pa za konec še direktor reprezentance Matej Likar. No in zdaj so na vrsti seveda tisti, ki so svoje delo opravljali na igrišču, tisti, zaradi katerih smo vsi skupaj seveda doživljali tako čudovite trenutke na tem zadnjem evropskem prvenstvu, igralci. In kot prvega pozivam, da se nam tule pridruži tisti, ki je verjetno najhitrejši košarkar v naši reprezentanci, včasih se zdi, da bo kar samega sebe ujel in upam, da ga bodo tudi Španci gledali v hrbet. Torej, Matic Rebec. Verjetno se vsi spomnimo zadnjih 2-3 minut v finalu, ko sta zaradi krčev manjkala v ekipi Gogi Dragič in zaradi poškodbe Luke Dončić. To neko odgovornost, neko palco dirigentsko je prevzel Aleksej Nikolić. Z nami je tudi ostrostrelec, tisti, ki lahko v vsakem trenutku čez vsakega igralca zadene za 3 točke, Klemen Prepelič. Vsaka ekipa ima v svojih vrstah igralce, ki jim včasih pravimo kar deklica za vse. To so igralci, ki opravljajo različne naloge, igrajo v obrambi, skačejo, igrajo v napadu, pomagajo svojim soigralcem in zagotovo je eden takih igralcev Edo Murić. Ja, človek, ki, bom rekel, ne pozna izraze izgubljena žoga, za kateri je pripravljen iti z glavo skozi zid, ki je zelo trmast, kar se tiče teh košarkarskih veščin, Jaka Blažič. Ni ga junaka, ki se ne bi ustrašil, ko ga čaka on pod obročem, novi kapetan reprezentance Gašper Vidmar. Ja, včasih so rekli, brez starca ni udarca oziroma izkušnje štejejo. To smo videli tako na Evropskem prvenstvu, kot tudi že v teh kvalifikacijah, zato zdaj vabim, da se nam pridruži najstarejši igralec naše reprezentance, Saša Zagorac. Za naslednjega igralca lahko rečem, da je bilo pred Evropskim prvenstvom mogoče kakšna kritika, malo nepravična izrečena, ampak človek, ki je odigral z odliko
več kot z 10 plus, bi rekel, na fakulteti, to je Evropsko prvenstvo Žiga Dimec. Član zlate reprezentance, ki je tudi tukaj danes z nami, eden tistih, od katerega veliko pričakujemo v prihodnosti in že ta teden na kvalifikacijskih tekmah Vlatko Čančar. Seveda bi bili vsi zelo veseli, če bi bila reprezentanca popolna, da bi lahko pozdravili tukaj vse zlate junake, pa žal Anthony Randolph in Luka Dončić nista mogla biti z nami tukaj. In spoštovani in spoštovani, vsi prisotni, še zadnji, ki bo danes prišel tule v to dvorano, tisti človek, ki je od začetka priprav verjel, da nemogoče je mogoče, tisti igralec, ki je bil ves čas in vodja izven parketa, na parketu, kapetan slovenske reprezentance, Goran Dragić, Gogi. Najlepša hvala. Spoštovani gostje, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in gospa Tanja Pečar. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za izjemen športni dosežek, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču, krepitev nacionalnega ponosa ter navdih ljudem, prejme slovenska moška košarkarska reprezentanca Zlati red za zasluge. Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu 2017 briljirala na vseh 9 tekmah. Prva je osvojila točke zmage in do konca ostala edina neporažena ekipa. Odkar je Mednarodna košarkarska zveza Evropsko prvenstvo razširila na 24 ekip, tako bleščečih rezultatov ni uspelo doseči še nobenemu moštvu. Evropska zlata medalja za slovensko košarko ima torej sijaj zmage, kakršne doslej še ni bilo. Njeno žlahtnost dodatno plemeniti dejstvo, da je bilo evropsko zlato tudi prva slovenska medalja v članski konkurenci. Ob tem sta se kapetan Goran Dragić in Luka Dončić uvrstila v najboljšo peterko prvenstva. Goran Dragić pa je postal tudi njegov najkoristnejši igralec. Nepremagljivo moštvo so sestavljali Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph, Gašper Vidmar, Klemen Prepelić, Jaka Blažić, Edo Murić,
Saša Zagorac, Žiga Dimec, Matic Rebec, Vlatko Čančar in Aleksej Nikolič, ki so pokazali igro v slogu največjih košarkarskih zvezdnikov vseh časov. Napete tekme so bile polne hitrih in atraktivnih akcij, košev z razdalj in vrhunskih potez. Naši igralci so izžarevali energijo, moč, samozavest in odločnost. Mi, Slovenci, je v času prvenstva odmevalo po celem košarkarskem svetu. Upravičeno so priznavali tudi nasprotniki. Izjemni dosežki slovenskih košarkarjev niso samodejna posledica nadarjenosti posamičnih igralcev ter njihove odlične pripravljenosti in borbenosti. So tudi rezultat učinkovitih strateških odločitev selektorja Igorja Kokoškova ter usmeritve vodje igre Gorana Dragića, da spodbuja zmagovalno miselnost ekipe kot celote. Nujni so odlični posamezniki, a hkrati sta potrebna tudi skupno hotenje in skupno delovanje za kolektivno zmago. To igralcem nalaga dodatno odgovornost, hkrati pa ustvari čar veličine skupinskih zmagovalcev. Igramo za Slovenijo, da pokažemo duh Slovencev in ga približamo vsemu svetu, je rekel vodja reprezentance ob nizanju zmag. In prikazal ga je v najboljši luči. Povezal je izvrstne posameznike v uigrano ekipo, ki je bila pripravljena podrediti svoje individualne ambicije, želji po skupni zmagi. Slovenci smo naši zlati ekipi hvaležni, da smo lahko doživljali delček zmagovitega košarkarskega zanosa, ki nam bo večno v navdih in ponos. V imenu slovenske moške košarkarske reprezentance bo odlikovanje prevzel kapetan Goran Dragić, ki ga vabimo k vročitvi. Predsednik Republike Slovenije bo vročil listine o odlikovanju članom slovenske moške košarkarske ekipe. Gospoda Gorana Dragića vabimo, da se zahvali v imenu prejemnika odlikovanja. En lep pozdrav, športni pozdrav. Jaz bi se rad v imenu Košarkarske zveze Slovenije zahvalil za to prelepo nagrado. Mi smo s ponosom nosili slovenske barve na Evropskem prvenstvu. Rad bi se zahvalil tudi vsem Slovencem in Slovenkam, ki ste nas spodbujali na tej poti, in verjamem, da se bodo fanti še naprej borili po največjih močeh in da bomo tudi v prihodnje dobili kakšno medaljo. Hvala lepa. Zdaj imamo pa še
Še eno malenkost, darilo za gospoda predsednika. Tukaj imamo slovenski dres, številka 17. Na dres se nismo hoteli podpisati, da ga ne bi uničili, smo se pa podpisali na žogo, tako da evo izvolite. Hvala gospodu Dragiću. Odlikovance vabimo na skupinsko fotografiranje s predsednikom republike. Medtem bo trobilni kvintet policijskega orkestra igral Slovenija, moja dežela. Spoštovane gospe in gospodje, reprezentanca, najprej sprejmite, prosim, vsi tukaj v veliki kristalni dvorani predsedniške palače in vsi po naši lepi domovini ter po svetu moje najbolj iskrene čestitke ob dnevu državnosti. V življenju imamo srečo, da nas usoda posadi v drobne, ampak imenitne trenutke, ki nam zavedno ostanejo v spominu. In celo o njih pripovedujemo našim otrokom in vnukom. Danes je tak trenutek. Tukaj v predsedniški palači smo ob dnevu državnosti sprejeli zlato slovensko košarkarsko reprezentanco, ki je tako navdiševala lansko leto s svojimi igrami, navdihovala staro in mlado, nas združila pod športno zastavo in nam dala vedeti, da smo lahko, če igramo kolektivno, če damo najboljše od sebe in če igramo en za drugega in se igramo košarko, da smo lahko tudi najboljši. Meni je danes pripadala velikanska čast, da sem lahko vročil gospodu Dragiću odlikovanje in vsem tudi plaketo in naj jih to spremlja z enim apelom, da tudi takrat, ko ne bodo zmagali, dajo vse od sebe, mi jih bomo pa imeli enako radi in bomo enako ponosni tudi takrat. Vse najboljše vam želim na prihajajočem prvenstvu, mi vas bomo spremljali in navijali za vas. Srečno! S tem bo formalno konec ceremonijala, otroci dobijo sladoled, je to v redu? Tudi košarkarji dobijo sladoled. Vsi ste vabljeni, da uživate v tem trenutku, da se podružite z našimi reprezentanti. Tisti, ki ste prišli na ogled palače, pa bomo počasi šli iz prostora v prostor in se vsemi vami srečali tudi v moji predsedniški pisarni. Vi pa sladoled. Uživajte danes. Lep dan.